dvorano prihajajo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in prejemniki Jabolka navdiha, člani moške vokalne skupine Fantje z vasi, Janez Mraz, Franci Turnšek, Slavko Živičnjak, Tone Plevčak in Toni Korez. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na slovesnosti ob vročitvi Jabolka navdiha članom moške vokalne skupine Fantje z vasi za srčen preplet glasbe in ljubeznivosti, ki so jo ponesli v sleherni dom za starejše v Sloveniji. Srčni gospodje Janez Mraz, Franc Turnšek, Slavko Živičnjak, Toni Korez, Tone Plevčak so iz vasi Kostrivnica pod Bočem. Od nekdaj jih spremlja ljubezen do petja in zato so v letu 2019 ustanovili vokalno skupino Fantje z vasi. Sklenili so, da bodo svojo glasbeno udejstvovanje posvetili starim ljudskim pesmim in posebnemu načinu njihovega petja. Odkar so prvič skupaj nastopili ob 100. rojstnem dnevu sokrajanke, razveseljujejo ljudi, pot pa jih z Rogaške Slatine vodi po vsej Sloveniji. Fantje z vasi so nastali, da bi s petjem ljudem zbujali veselje do življenja. Skrbno so izbrali pesmi, ki pri zrelejšem občinstvu prebudijo dragocene spomine, pri mlajšem pa ponos na ljudsko izročilo in modrost. Svoje nastope žlahtnijo s šaljivimi pripovedmi. Prav posebno pozornost namenjajo starostnikom. Radi bi jim pokazali, da je sleherni izmed njih pomemben, da nobena pot ni predolga in noben dom predaleč, da ga fantje z vasi ne bi mogli obiskati. V 3 letih, odkar so skupaj, so prevozili 11.200 kilometrov, obiskali vseh 125 domov za starejše v Sloveniji in zapeli približno 5.000 ljudem. Pri tem jih nič ni ustavilo. Tudi virus ne. Vedeli so, da morajo s svojim poslanstvom nadaljevati, bodriti ljudi v težkih časih ter jim pokazati, da niso sami. Številnim je njihov nastop orosil oko in jim segal do srca. Nekateri so skupaj s fanti zapeli in proslavili življenje. To preprosto razdajanje dobrote izkazuje njihovo srce, veliko kakor Slovenija. Potovanje fantov z vasi po Sloveniji je pripoved o tem, kako cilj postane poslanstvo, ko seže iz srca v srce in ga napolni z radostjo. Fantje z vasi niso običajni ljudski pevci. Postali so glasniki prostovoljstva in nesebičnosti, prinašalci dobre volje. Njihovo poslanstvo je simbol najčudodelnejše moči, ki jo imamo ljudje, da lahko s svojim dejanjem nekoga razveselimo. Njihov srčni preplet glasbe in ljubeznivosti je navdih, ki ga kot skupnost in posamezniki zelo potrebujemo.
Spoštovani izbrani, da se še malo pripravim, lepo pozdravljeni. Naročeno mi je bilo v protokolu, se sam zavedam, toliko sem že bil v teh vodah, je vse kratko. Samo gospod predsednik je rekel drugače, rekel je, lahko je malo dlje, lahko se tudi malo sprostite in poveste kakšno dogodivščino, ki ste je na tej poti doživljali. Ponavadi rad govorim iz glave, kar veleva srce, če je človek srečen, z tem ni nobenih težav, posebej če te beseda dana v zibel. Pa kljub temu bom upošteval gospod Petro, gospod Nino, ki so me tako lepo te dni spremljali, postali smo pravi prijatelji, že po glasu smo se razpoznali. Predsednik, imate prave sodelavke ob sebi, čestitam. Pa da ne bom zašel z protokola, bom pa zdaj par svojih misli počasi prečital. Kajti, če bi govoril na pamet, bi me odneslo predaleč proč. Rad povem kaj iz srca oziroma iz duše. Tokrat mi protokol tega v celoti ne dovoljuje, zato bom tudi protokol spoštoval in cenil. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, cenjeni minister gospod Janez Kralj Cigler ter vsi ostali povabljeni cenjeni gostje. Dovolite mi, da vas v imenu fantov iz vasi, iz Rogaške Slatine najtopleje pozdravim. Vam, gospod predsednik, pa se zahvaljujem za vaše priznanje jabolko navdiha. Hvala vam, da ste nas opazili. Moram reči, kar mi veleva srce. Dobro se vedno povrne z dobrom. Tudi tokrat ni nič drugače. Fantje smo v 3 letih zapeli v vseh domovih za starejše. Ljudem smo z pesmijo prinašali veselje, upanje, navdih za življenje. Istočasno pa smo skrbeli za to, da naša domača ljudska pesem nikoli ne gre v pozabo. Torej, delali smo 2 dobra dela hkrati. V nobenem domu pa nismo nikoli pozabili povedati, da smo doma tam, izpod Boča, ker izvira mineralna voda Donat MG. S ponosom smo govorili o našem Kozjanskem, o naši uspešni občini Rogaška Slatina, katero vodi magister Branko Kidrič, govorili tudi o uspehih naših podjetij. Vse to je bilo prepleteno v naših nastopih. Vse posod smo bili zelo toplo sprejeti. Svoje nastope smo v vsakem domu končali z podobno mislijo. Tudi tokrat naj bo tako. Fantje z vasi smo pokončni, zavedni Slovenci, z urejenimi družinami in domovi. Skupaj imamo 16 otrok. V sebi nekaj nosimo, zato lahko tudi po naši lepi domovini vse to trosimo. Hvala vsem domovom, ki ste nas znali sprejeti, tudi takrat, ko je bilo težko med časom covida. Hvala predlagateljem tukaj zbranim za to priznanje. Največja zahvala pa našim družinam, predvsem ženam, ki so nam dajale navdih in moč tudi takrat, ko je bilo težko. Tako je v tem trenutku hotelo reči moje srce, ki vam vsem skupaj želi srečno novo leto. Upajmo in zaupajmo novim časom, vse še bo dobro. Bog živi našo Slovenijo.